Napačni fajl imam odprt, samo malo. Zdaj pa ja. Dober dan, to je podcast Od bita do bita. Midva so Anže in Maruša. Anže, epizode do konca sezone bodo najni dragi poslušalci in poslušalke zdaj že lahko prešteli na prste ene roke. In zato, ker skozi obračaš oči, čeprav te ne vidim, ker jaz verjamem v odbitih 30 minut, me zanima, če si preštel, koliko epizod je za nama in kolikokrat nama je skoraj uspelo. Okay. Ha! Mislim, za nama je vsaj 30, če ne kakšna več epizod, kar je kar ironično, ker skoraj nikoli ni bilo 30 minut. Danes sicer ne bomo govorili o odbiti sezoni, nama pa bo pomagal hišni statistik, ljubitelj in ustvarjalec številk, to je tudi podcast, kot veste, ljubitelj in poznavalec športa, kmalu avtor knjige, predvsem pa najin kolega novinar Slavko Jerič. Od bita do bita. Slavko, dobrodošel. Živijo, lep pozdrav po natanko 1365 dneh oziroma 195 tednih, odkar smo se zadnjič slišali v vajni čudoviti oddaji. Odlično. Čeprav zdaj mislim, da čim bo knjiga vam prišla, boš gospod Jerič. Zdaj si še Slavko, sodelavec, kolega, prijatelj. Ne? Potem, ko boš pa enkrat pač resen avtor, pa mislim, da boš postal gospod Jerič. Ja, mi bo treba kar vikati, ja, gotovo. Tako, tak je načrt. Slavko, danes te bova še tikala in hvala za ta uvod, nič manj seveda nismo pričakovala. Za uvod še tole, no, kje si, ker si bojda skozi doma? Ja, točno, Maruša, 7 mesecev dobrih je minilo, odkar je recimo ta tako imenovani drugi val pa s tretjim valom podaljškom prišel v naše okoliščine, doma, delal doma, se je bilo treba navaditi, mogoče malce teže včasih, mogoče včasih pa tudi kaj pozitivnega, da lahko malce dlje spiš, recimo uro na dan, to so ti pozitivni dogodki. Je pa res, da ravno v teh dneh se ta moja serija končuje, razlog pa je sestanek za olimpijske igre športnih novinarjev. Skratka, olimpijske igre počasi spreminjajo tudi moj urnik. Ja, sej bomo šli v to olimpijsko športno smer, ker v vseh epizodah te in prejšnje sezone, skratka od 13. marca 2020, skozi razmišljava o tem, kaj se spreminja, kaj vse se je spremenilo in kaj se bo. In tako po novem v odbiti govoriva tudi o šoli, kulturi, turizmu, nekih panogah, ki načeloma nikoli niso sodile v tehnološki podcast. Zato evo bomo govorili še o športu. 3 teme imamo, 30 minut imamo. Gremo? Ja, všeč mi je ta smeh na koncu. Ona in on. Od bita do bita. Prva tema, olimpijske igre. Ampak tokrat z navidez neresnim vprašanjem, verjetno boste rekli tudi nepomembnim v tem trenutku, pa vseeno bi rada debatirala z vama. No? Kdaj bodo video igre postale del rednega programa olimpijskih iger? Letnica za uvod, izvolite, kaj mislite? Letnice si jaz nikoli ne bi upal napovedati. Ampak jaz verjamem, da se bo to na eni točki zgodilo. Zdaj bomo šli v to, kaj je tukaj dobrega, slabega, pa kaj je šport, pa ne. Ampak ne vem, jaz težko verjamem, da se to ne bo zgodilo. Je pa res, da so tudi neki športi, ki šele zdaj počasi prihajajo na olimpijske, ker bi človek pričakoval, da bojo prej prišli te v narekovajih ekstremni poševnica, urbani športi. Tako da vedno te stvari dlje trajajo, da pridejo v tiste dejanske olimpijske igre. Tako da mogoče letnica res ne bi rekel, ampak jaz kar mislim, da se bo enkrat to zgodilo. No. Tako da, Slavko. Okay, Slavko, letnica, če misliš, da se to lahko zgodi? Jaz sem z veseljem šel tvojo igro, Maruša, sodelujem. Jaz bom pa rekel vseeno, da kot A, temu nisem najbolj naklonjen, kot B pa leto 2052 recimo. Okay. Zanimivo. Zakaj temu nisi najbolj naklonjen? Ja, moramo se vprašati, kaj sploh šport je, kaj je definicija športa. Obstaja res ogromno teh definicij, ampak recimo, če ostanem na nekem rdeči niti, kaj je skupni imenovalec vseh olimpijskih športov oziroma športa na takšnega kot je, da je to dejavnost, da je to vnaprej znana s svojimi pravili, torej vsi vemo, zakaj se gre pri nekem športu, da več športnikov deluje, ampak neka ključno vprašanje, ki se mi pa postavlja, pa je, da marsikdo zahteva pri tej definiciji, da gre za gibalno dejavnost.
pri tem pa sem malce v dvomih, ali e-športi v to sodijo ali ne. Vemo, da drugi ključce, ki so potrebni za to, ti športniki potrebujejo trening, vaje, spretnosti, vse to ima. Zaostavi se mi pa pri vprašanju, ali je to gibalna dejavnost ali ne. Se strinjam, ampak ne, dodala bi to, da šport in šah in ali je šah šport. Ampak veš, kaj se mi zdi še pomemben element? Lej, kot če bi na Eurosongu lahko tekmovali samo predstavniki z veliko posluha in produkcij s koristnimi skladbami, pa vemo, da zraven sodi cirkus, ki včasih z glasbo pač nima veliko skupnega, je pa vseeno vse skupaj dober šov, vsem skupaj je ogromno denarja, vse je zelo dobro gledano. Karikiram, ampak si vseeno predstavljam, da lahko e-športi prinesejo olimpijskim igram ogromno denarja, zabave, dobro gledanost. Zdaj ta primerjava z Eurovizijo je zelo zanimiva in mislim, da tudi posrečena. Zdaj je težko, res, težko sodim, kaj bo recimo pred 50 ali pa 60 leti na Euroviziji oziroma Eurosongu, spomnim se tisto še pred 30-35 leti, ko se je zdelo iz te točke, kjer smo zdaj, da je bilo to bolj resno, da je bilo profesionalno, da so se tudi vsi bolj jemali resno, kot se jemljajo zdaj, pa vemo, kaj se je zgodila neka evolucija, ne, recimo vseeno kot nekdo, ki imam rad pravila, opažam, da nekatera pravila so ostala, če mineš Eurovizijo, ne, kot so recimo dolžina 3 minut, pa največ 6 članov. Druge zadeve se pa spreminjajo, so fluidne, recimo najbolj opazne so recimo jezik, ki ga lahko prepevajo in podobno. In ves šov, ki si rekla, ves cirkus, ki zraven pripada, ja, nekako se odpira prostor zabavi, širši množičnosti. In nekako po podobni evoluciji bi lahko tudi šel šport, tudi gre, vendarle, da je ta recimo časovna premica, časovna os precej daljša, kot smo videli recimo na tvoji primerjavi z Eurovizijo. Ja, jaz bi se samo še ustavil malo pri tej gibalnosti kot taki, ker obstajajo tudi, bodimo iskreni, kar statični športi. Ne vem, curling na zimskih ali pa lokostrelstvo na letnih. Ne. Tam rabiš kondicijo, ja. Rabiš kondicijo sedeti tudi v stolu, pa joypad v roki držati v resnici tudi. Tako da ne vem, ta gibalnost je meni tako na prvo žogo, ja, zelo tak dober argument, potem pa počasi pogledaš vse, kar je kot šport, ne. In je pa mogoče to začne malo zgubljati moč, ne, ta argument. In seveda potem še šah, ne, ker je bilo vedno šport in šah. Ampak jaz sem res tako, se mi zdi, tudi ko sem o tem razmišljal, zdaj za to epizodo sem se probil spomnil, da sem bo kdaj eno teh ljudi, ki je tako, šah pa valjda ni šport, ne. Pa res ne vem, če sem bil tako, ker je neko tekmovanje, imaš pač prvenstvo, vse živo, ne vem, zakaj bi to toliko ločil spet, ne. Tudi šah na olimpijskih igrah se mi ne zdi najbolj neumna stvar, ne, če bi obstajal nek turnir, a mogoče obstaja, pa ne vem, mislim, da ne. Tako da ne vem, meni tisti, ker hiter stran pada. Jaz mislim, da je tisti argument, ki mogoče res ima še zame največjo težo, pa vem, da bi se bo Slavka mogoče kle strinjal, no, ali pa saj to tudi pravijo odgovorni, zdaj ne vem, je to izgovor, ne. Ampak je ta komponenta pač nasilja, to če je virtualno, ne. Ja, če lahko še besedico rečemo o šahu. Zdaj ta šah je res taka zanimiva igra, kralj miselnih iger, ne. Sem premišljal, ja, v končni fazi šah in videoigre bi lahko na tej gibalni strani lahko primerjali po marsičem, se strinjam, ne, morda zaradi zgodovine same ima šah tak vzvišen položaj, ne, da je nekaj intelektualnega, ne nazadnje je, ne, to so res ljudje, ki so izjemno pametni in morajo preštudirati ne vem koliko in koliko knjig, ampak ta dolga zgodovina 150 let recimo zaokroženo je to igro, miselno igro nekako dalo v ta balonček nekega intelektualnega, vzvišenega, pametnega, koristnega, ne nazadnje, ne. Recimo, dočim videoigre, ki so pa mlajše, se mi pa zdi, da so dobile ta balon, mehurček, neke asociacije, zabave, kar seveda s tem ni nič narobe. Morda je pa samo ta pač kontekst družbe, pa zgodovine, pa razvoja kriv, da ju tako zelo različno tretiramo. Slavko, jasno je, da se razmišlja v tej smeri, ampak kdaj se je o tem začelo resno govoriti? Zdaj, navdušenci e-športov zagotovo o tem razmišljajo, verjamem, da si profesionalni igralci e-športov zagotovo želijo e-športov na tako velikem tekmovanju, kot so olimpijske igre, ampak mislim, da je tudi Tomas Bach, predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja,
o tem že razmišljal na glas pred leti? To je tema, ki se vrača in to vse pogosteje, vse v krajših frekvencah, to vprašanje. Zdaj, zakaj? Mislim, da je odgovor precej logičen. Tisti novinari, ki se ukvarjajo z bolj resnimi temami, kot so gospodarstvo ali pa politike, bi najbrž rekli tisto znamenito korelatico follow the money, torej sledi denarju. In zdaj, če se obrnemo malce v olimpijske igre, pa njeno zgodovino, pa izberemo neke v navednicah, podarjam, navednicah bizarne športe, kot so, ne vem, streljanje na glinaste golobe, pa dviganje uteži pa rokoborba, v smislu, kako nepopularni so izven obdobja olimpijskih iger, pa pomislimo, koliko denarja se v teh športih pretaka, zelo malo v primerjavi z e-športi, ki seveda izvirajo iz videoiger, ki so precej bolj množični, imajo potencial, da dosežejo veliko več ljudi, sploh mladih, in to je ta, se mi zdi, neko časovno gonilo, ki je vzrok pa razlog, recimo, da so ti govorice vse glasnejše. Priznam, tudi to malce me zanima, spremljam, ko si omenila Baha in ja, je to, kar je tudi že, mislim, da enkrat ali dvakrat si prej omenil, da je to glavna kritika ali pa recimo prepreka, meja, največja vrata, da se nekoč recimo te meje zabrišejo ali pa podrejo mostovi. Je pa ravno to nasilje. Ne? Zaenkrat nasilje v videoigrah se mi zdi, da je največji razlog, ki preprečuje neki spojitvi teh dveh idej. No, in jaz moram takoj reči boks. Če nič drugega. V zagovor. Ker tam sediš in je vse virtualno. Pri boksu pa, ne vem, tudi s čeladami, kot je na olimpijskih igrah, pač še vedno se ljudje dobesedno tepejo. Ne? Ali pa judo. Ne, z vso filozofijo zraven, kjer je to nek zen in ne vem kaj. In še zmeraj gre kar za konkreten spopad dveh ljudi, ki si lahko v najslabšem primeru celo kaj naredita. Zdaj, virtualno si nihče ne bo nič naredil. Ne. Seveda, tudi nočem zdaj kariti mimo vseh teh psiholoških vidikov in vsega, ne, samo dokler lahko iz Mednarodnega olimpijskega komiteja govorijo pač o nasilju kot neki veliki prepreki. Ne. Kar se pravi, jaz se delno s tem čist strinjam, se mi zdi čist konkreten argument, ampak na drugi strani imaš pa kar ene par športov, kjer moj boks je dobesedno gre človek na človeka, ne, ampak ker je to z neko tradicijo zakoreninjeno, ne vem, 100 let nazaj, ne, je to ok ali pa več. Tle, ker gre pa za nekaj v resnici virtualnega, ne, pa od mlajšega je pa to kar naenkrat problema. Ne. Tako da že spet ne gre samo za to tradicijo, tako kot ima šah nekako, ne, tako kot je Slavko lepo rekel, ne, da je ta neka intelektualna, ne, tako skoraj malo zvišeno, kar se šaha tiče, pa se mi zdi, da je to tudi nek sloves, ki mu mogoče ne pritiče, ker je pač konkretna igra to. Ne vem, zanimivo mi je, no, kako o tem sploh razmišljati, ker ni tako črno-belo, da samo rečeš, mislim, da tudi zgibalni argument tako ni tako trden, kot izgleda na prvi pogled, niti ta z nasiljem ni. Ne. Sta pa oba dva pač do ene mere seveda upravičena, ne. Zato se pa tudi pogovarjamo v bistvu. Mimo grede, če lahko samo skočimo mes, eden najbolj bizarnih športov, ki obstaja dejansko, je šahovski boks. Okay. Ja, dejansko, ker smo že sami zdaj nekako ugotovili, da sta recimo ta dva športa posamezno, sta recimo vsak na svojem strani ekstrema in seveda v teh časih radi združujemo ekstreme. Gre za šport, v katerem si sledijo 3 minute igranja šaha, potem ena runda boksa in tako naprej. Ampak vseeno bi pa rad samo še dodal Anžetovo misel, ko si rekel pač boks človek na človeka. Če smo kritični pa pošteni, ne nazadnje, nam rekel vsak, ampak večina vrhunskih športov, tudi če ne gre človek na človeka, je vendarle aktivnost, ki na dolgi rok načeloma za človeka športnika ni zdrava. Ne? Ja. Zdaj, stalno ponavljanje istih gibov, komu govorimo že nekdanji vrhunski košarkar, to dobro veš. Skratka, ne, dejansko stalno ponavljanje gibov ni zdravo. Marsikateri vrhunski športnik po koncu kariere zna potožiti v navednicah, da se zdaj spoprijema s posledicami ne samo teh gibov, tudi poškodb, ki nastanejo ob dolgotrajni 15-20 plus letni karieri. Ne? Napreden gremo naprej, jaz bi se moral reči, da ko Slavko Jeriš reče, da sem jaz vrhunski košarkar, bo to mogoče malo večjo težo za koga, ki tole posluša. Jaz približen z nami igrati košarko, to je največ, kar bom rekel. Zdaj pa naprej, Maruša. Prosim, naprej. Okay. Igranje v prvi ligi ni mači kašelj. Kdaj pa bilo to 1800? Odbita, dobita.
zagotovo to temo, ki ste jo odprla, se mi zdi vprašanje tako za shraniti v osnutke za koga drugega, kakšnega psihologa, sociologa morda, kaj bolj negativno lahko vpliva na družbo ali na nas navijače in gledalce, ki spremljamo šport, torej realno pretepanje ali virtualno streljanje. Ampak letos aprila je Mednarodni olimpijski komite vendarle sporočil, da pripravljajo 5 e-športnih prireditev v sklopu olimpijskih iger v Tokiu. Imeli bodo torej virtualna olimpijska tekmovanja, tekmovalci se bodo pomerili v avtomobilskih dirkah, bejzbolu, kolesarjenju, veslanju in jadranju. Te dogodke so poimenovali Olympic Virtual Series. Zagotovo oziroma skoraj zagotovo ne bodo zmagovalcem prinesli ti dogodki olimpijskih medalj. Pa tudi, če jih bodo, verjetno nimajo enake vrednosti, niti enake pozornosti v športni in siceršnji javnosti. Vseeno pa se mi zdi, da lahko prinesejo kaj dobrega, ne samo koraka bliže k temu, da virtualni športi postanejo del rednega programa olimpijskih iger, ampak Slavko, kaj po tvojem mnenju? Zakaj se tega lotevajo? Kaj bo izkupiček? Izkupiček, Maruša, žal, res ne vem, kaj bo, ampak to se vidim kot neko stopnico k temu, k dolgoročni zbližitvi. Morda, ko sem slišal za te športe, te aktivnosti, mi je bolj šinila ideja, da je to recimo nek poskus, če bi nekoč recimo e-športi postali del olimpijske družine. Jaz si težko predstavljam, da bi bilo to res tisti najbolj prvinsko, namreč da bi zdaj simuliral ista športna dejanja. Ne. Kar želim reči je, mene ni zanimalo, ko je bil čas pandemije, smo tudi recimo videli primere, ko so pravi teniški igralci v e-športih igrali med seboj tenis. Ne. To mene na roko na srce ni zanimalo. In zdi se mi, to vidim kot nek začetni korak, potem pa se mi zdi, da kot vsaka stvar potrebuje svoj razvoj, se razvije, potrebuje novo okolje, da spozna pravila in kot dolgoročno, kot e-športe, sam kot vidim, da se bo v teh e-športih dogajalo nekaj drugega, kot pa zgolj simulacija nečesa resničnega, kar se dogaja v športnih arenah. Skratka, mislim pa pričakujem, da bo naredil nek svoj razvoj, da bo spoznalo svoje okolje, svoje pravila, v čem lahko deluje najboljše. Že pridobivanje mladih navijačev, navdušencev nad športom, bi rekla, po moje razmišljajo tudi o tem, kaj ti misliš. Ja, čeprav jaz bi se kar strinjal s Slavkom, ker jaz tudi ne razumem, zakaj je treba simulirati tisto, kar se dejansko dogaja. Jaz mislim, mogoče je to res tako pol stopnice v smer, da bojo enkrat potem dojeli, da je boljše, če tam igrajo Dota, Starcraft in podobne zadeve, ki so res težko kategorne, kar se športa tiče. Ker tako je Slavko rekel, ti se pa polči svoj svet, ki ima svoja pravila, ljudje jih razumejo. Vse, ko gledaš ti te e-lige, zdaj v čemerkoli, tudi če je to Dota, če res nič ne veš, ti tak ni nič jasno, samo na koncu nekako vidiš, kdo je zmagal, oziroma kdo je, ne vem, recimo največ točk zbral, ampak jaz se predstavljam, da nekdo, ki ne ve, kako točno košarka deluje, večkrat to, da gre žoga v koš, tudi ne razume. Pa je lahko zabavno tako za nekoga, ki zelo občasno to gleda. Tako da ni nič bolj komplicirano, to hočem povedati, karkoli se zgodi, kar se pravil tiče pri teh, kar je športih. Imajo pač svoja pravila, ki se jih držiš in delujejo. Tisto, kar je meni potem bolj zanimivo, moče je to že malo izven tega debate, ampak vseeno bi saj to pomenilo, da tudi ta pravila, ki so tam, so potem ponovadi res odvisna od nekih komercialnih studijev, ki te igre delajo. Jaz tukaj vidim mogoče še največjo tako neko prepreko, ker potem bojo pač določene igre, če bojo se pravi požegnane, da bojo na olimpijskih, bojo razvijalci mogli še na kaj drugega misliti, da bo to res fair, da bo izpiljena, odkje bo ta denar prišel, je pa že spet drugo vprašanje, bojo te lige, ki se med olimpijskimi dogajajo, za to poskrbele, oziroma kako bo s tem, ker igre ne rabijo neke konkretne infrastrukture, ampak sama mehanika se pa dejansko nenehno pilje in je treba to nekako zakoličati. Tako da tudi tam so svoje komplikacije, tako kot jih imajo zdaj te, v narekovajih, ta pravi športi, ko se pač pravila pač prilagajajo igranju. Ker jaz se še spomnim, ko je prvo odbojki bilo tako, da na eni točki nismo mogli točke doseči, mogel sem žogo nazaj dobiti. Pa so potem nekako ugotovili, da mogoče to ni najboljša stvar za gledalce. Pa so se prilagodili, in enako je tam, pri e-športih. Ja, zdaj, če Anže omenil besedo prilagajanje, morda moja pika na tej temi bila pa
da se postavimo malce širše iz tega časovnega obdobja, ne, radi rečemo, zgodovina je učiteljica življenja. Imamo lep primer te moderne olimpijske igre, vendar temeljijo na antičnih olimpijskih igrah, ki so, ne pozabimo, trajale več kot 1000 let in zanimivo je opazovati njihov razvoj, kaj se je pri njih dogajalo. Ne. In zanimivo je, da prvih 13 olimpijskih iger so športniki oziroma tekmovalci, udeleženci teh iger tekmovali v eni sami disciplini. To je bil tek na približno 200 metrov. In potem je skozi čas so se dogajale, nalagale druge discipline, ki so bile bolj ali manj zanimive. Nekako je šlo tudi za posluh zahtev ljudstva, kaj si ljudje želijo, in tukaj na tej strani vidim paralelo z današnjim časom. In čisto mimo zagrade, ko sem malce brskal po teh zadevah, recimo na 96 antičnih olimpijskih igrah, torej minilo je skoraj 400 let, ne, je prišla tudi zraven ena disciplina, ki se reče igranje trobent in fanfar. Skratka, to je fluidna zadeva, ki se spreminja, že si se malo nasmehnil. Še ena zanimivost iz modernih olimpijskih iger, ne, to marsikdo pozabi, tudi sam veliko pozabim, da so bile tudi umetniške discipline, so bili del modernih olimpijskih iger, ne nazadnje utemeljitelj teh iger, Pierre de Coubertin je tudi sam dobil zlato olimpijsko medaljo za literaturo. Skratka, to ni fiksna zadeva, to je zadeva, ki se spreminja, tudi odgovarja, spremlja duh časa, in tukaj je seveda polje za igre, definitivno obstaja. Mala šola olimpijskih iger, super zanimivo, ampak jaz na koncu ne morem mimo Fortnita. 100-krat sem po moje že v tem podcastu menila, da res ne razumem, zakaj se virtualno strelja cel svet, ampak res to cel svet počne. Zdi se mi, da tudi brez olimpijskih iger lahko živi zelo dobro z nekimi prvenstvi, govorimo o prvenstvih v živo, z enormnimi denarnimi nagradami za zmagovalce, z nepregledno množico navijačev v živo, ko je to bilo mogoče. Zadnjo takšno tekmovanje je potekalo na razprodanem teniškem stadionu v New Yorku, 2019 seveda. Torej kaj, ne glede na olimpijske igre, ima e-šport svetlo in tudi zelo bogato prihodnost. Maruša, si odlično povezala. Ja, jaz mislim, da ja, in tudi tisti dogodek, ki ga omenjaš 2019 v New Yorku, je marsikaterega tradicionalista, med katere se tudi sam preštevam, bila je to tista streznitev, da obstaja tudi drug svet, ljudje, ki jih zanimajo druge zadeve, na katere morda niti nismo preveč pozorni, tisti, ponavljam, tradicionalisti, se spreminja, in ta dogodek v živo je marsikaj spremenil in opozoril. In tukaj pa se recimo tudi vidi nek čar takih tekmovanj, se mi zdi, da si prisoten, da si v živo, ne. Zdaj eno je, da tekmuješ, se boriš nadaljav, drugo je pa, da si prisoten na istem prizorišču, kjer se čuti tudi ista energija. Mislim, da je to neka nadgradnja. Čeprav govorimo o teh tehnologijah, ki imajo prednost, da vendarle združujejo tudi ljudi, ki so na drugih različnih delih sveta. Kako bo letos s tem Fortnite World Cup tekmovanjem, sta že kaj zasledila, kakšne novice? Kakor jaz vem, pač Epic še ni saj ta trenutek oznanil, da ne bi se karkoli zgodilo. Ne? Je pa res, da je res ta iz 2019, se mi zdi, je tudi po medijih zakrožil, nekaj pustil, kot je Slavko rekel, in tako močen pečat, da to se pa tudi da. Tako da bo zanimivo videti, no, če bojo, ampak mislim, da klepa, čeprav ga ne radi omenjamo, ima pa COVID še vedno kar konkretno besedo še vedno pri tem, no, kako točno bi to izgledalo, ker v vsakem primeru potem je treba ljudi na kup spraviti. Smo videli, da se ljudje na tekme šele zdaj počasi vračajo. Da, bomo videli. Ja, dobro, bomo videli dobesedno, ampak če ni Japonska letos pripeljala e-športa na olimpijske igre, katera država bi sploh lahko bila primernejša? Zdaj ali počakamo na nov krog in tehnološko napredno Japonsko tam tistega leta, ko nas več ne bo, ali kaj mislite, kaj se bo zgodilo? Jaz mislim, da če bo prišlo nekoč do sklepa, ni važna država. Če se potem to požegne na vrhu te piramide, potem bo to prišlo vse posod. Okay, moje zadnje vprašanje, Slavka, bo to v zimskih ali poletnih? Poletnih. Poletnih, tako da je. Druga tema, kakšna je digitalna prezenca športnih panog? Ne samo v COVID časih,
pa tudi ali pa predvsem v COVID časih, iz katerih pač ne moremo. Ugotavljala sva torej v prejšnjih epizodah, kako gre turizmu, kulturi, šoli, kako pa gre športu. Slavko, če pogledaš domače športne panoge ali pa klube, so v zadnjem letu bolj ugotavljali ojojoj, zdaj pa rabimo internet za doseganje navijačev, ali je scena dobro pripravljena že nekaj let? Zdaj moramo ločiti domačo sceno pa tujo sceno. Jaz mislim, da je to spet ena izmed kategorij, recimo, če govorimo o digitalni prezenci, je to spet ena izmed dodatnih postavk vsakega kluba, se pravi, na prvem mestu so športniki, pa trenerji, pa te zadeve, potem kasneje pridejo kakšne dodatne zadeve, kot so, ne vem, prehramba, pa psihologi, pa digitalna prezenca. Skratka, to je seveda še vedno, mislim, da je to v drugi vrsti. Hkrati pa vseeno sem opazil, da je ta predstavitev, prisotnost bila že pred COVID-om zelo dobro prisotna. Klubi se zavedajo, da je ta oblika komunikacije most med njimi in navijači. V času pandemije smo še bolj ugotovili, kako je lahko šport brez navijačev izgubi na smislu, ne? Spomnimo se le praznih tribun, ko slišiš vsakega športnika, kaj kriči, se pogovarja. Ja. Navijači vendarle dajo tisto energijo, pa ne nazadnje usmislujejo so dogajanje. Skratka, zavedanje do navijačev je obstajalo že prej. Zdaj sem vedno pozoren, kako si klubi na svojih uradnih straneh, ali so Twitter, Facebook, druge strani, pa svoje spletni strani, kako si želijo približati tej ciljni publiki, ohraniti nek odnos. In v tem času se mi zdi, da se to le še poglobilo. Jaz bi tukaj sam še en vidik izpostavil, prej, ki si rekel, da klubi ful čutijo svoje navijače, pa to. Pa se je pa zgodila ta Superliga, ki je spadla, da mogoče ne čisto vsi klubi, ne, da imajo enak odnos do navijačev. Sam zanima v tem kontekstu te digitalne prezence. To je tako, kot vedno, ne, pri internetu, kar dvosmerna komunikacija, ne, ker potem lahko tudi navijači kdaj povejo bolj neposredno, kar jim ni všeč. Ne. Kar se je tukaj kar zgodilo. Saj jaz sem to tako dojel, da je v bistvu ta nek odpor je bil res zelo hipen strani navijačev, pa več ali manj se je na internetu zgodil, ker se drugje ni moglo, ne? Razen tistih 6 ljudi, ki se je upalo iti ven pa protestirati. Ne? Ja, to je res. Ključna zadeva, če govorimo o tej Superligi, se mi zdi, da se je zgodila na Otoku, da so bili angleški navijači, morda celo tisti odločilni jeziček na tehnici, ki so zelo hitro, glasno odreagirali, vključno tudi s vsemi pomembnimi javnimi osebami na Otoku, recimo s nogometnimi strokovnjaki, komentatorji, nekdanjimi nogometaši. Vse je šlo to v isti rok. To je bilo na eni strani, na drugi strani pa tisti odločevalci, ki so si želeli Superlige. To so bili pač več ali manj ameriški lastniki, ki nekako tudi ne čutijo, se mi zdi, te neke, spet v navednicah, evropske logike klubov, povezave z navijači. Vemo, v Ameriki večinoma je vendarle to posel, kjer se zadeve drugače vrtijo, kjer je vsak igralec več ali manj kot prvo gledan kot investicija in na drugem neka povezava z navijači. Mislim, da je tukaj prišlo do pomembnega trka in zanimiva ugotovitev že, ali pa vprašanje, kaj bi se zgodilo recimo to v času, recimo pred 30 leti, ko ne bi bilo te digitalne komponente, plus hkrati bi bila pa recimo ta družbeni kontekst pandemije, ki recimo ne bi dovoljeval recimo združevanja ljudi, da bi ljudi na tak način pokazali svoj odpor, če pa digitala ne bi imela, kaj bi jim potem sploh ostalo, da bi pokazali, da se s tem ne strinjajo. Ne? Ja, vse to je. Zato meni je bilo zelo fascinantno, ker že dolgo ni bilo nečesa, ki bi tako hitro se razširilo, ta res kontra v bistvu lastnikom. Ja, je pa res, da tam ameriška povezava v Angliji. Ja. Jaz sem bil zelo neveden, kar se tega tiče, potem je pa res prišlo ven, da več ali manj Američani kupujejo angleške klube, očitno ne, poleg Arabcev, kar jaz res nisem vedel, no, tako da je res zanimivo. Ja. Želela sem povedati, da gremo prosim nazaj na digitalno, preveč globoko ste na igrišču in od tam naprej ne razumem več. Odbita, dobita.
Zdaj pa, prej si omenil, da gre za to pač nekako povezavo z navijači. Ne. Je pa še ena komponenta tukaj, da se pač športa ne spremlja več samo, če ga že spremljaš doma, ne samo na televiziji, ali pa samo pred radijem, če smo že na radiju, načeloma, približno. Ampak da imaš ta nek drugi zaslon, ali pa potem še tretji zaslon, ne. Tukaj je vedno zdaj valjda v igri pametni telefon, ne. Ker se mi zdi, da res zelo velik lig ali pa klubov ali pa združenj, ki karkoli od tega vodijo, ima neke uradne profile in so tam kar močni. Mislim, mene je zelo presenetilo, ker sem videl, da ima, ne vem, Formula 1 ima pač zelo popularen v resnici TikTok profil, ki sploh ne bi nikoli povezal in tam objavljajo reči. Tako da se mi zdi, da tudi ta del ni za zanemariti, da dejansko razmišljajo tudi o tej izkušnji, še dodatnega zaslona med samim tekmovanjem, ne samo zdaj za komunikacijo z pač navijači in ostalo. Zdaj, če se vrnem na začetek našega pogovora, ko sem se spomnil tiste zgodovinske letnice oziroma število tednov, ko je preteklo od našega zadnjega srečanja, takrat sem govoril v vajem obisku o teletekstu in lahko sam pričam svojo izkušnjo, recimo spremljanja športov pred 20, 25, 30 leti, da sem šport večinoma spremljal prek teleteksta. Pač zvedel sem izid in to je bilo to. Ko je bil prenos neke tekme po televiziji, sem v miru gledal to tekmo in to je bilo to. Zdaj, že ko menjaš drugi zaslon in podobno, danes se pa sploh več ne predstavljam, če gledam neko tekmo, da nimam v roki še telefona, spremljam Twitter, hkrati mi razna statistična podjetja servirajo zanimive podatke o tej tekmi, ki jo ravno kar gledam, kdo je koliko dal golov podaj, kdaj se je na zadnjič zgodil podoben scenarij ali ne. Hkrati upravljavci računov, klubi sami objavijo informacije iz njihovega zornega kota, skratka, kar naenkrat imaš celo morje podatkov, s katerimi lahko spremljaš vse te športne dogodke, hkrati recimo, če gledaš neko ligo, na drugem ali tretjem zaslonu lahko spremljaš še drugo tekmo, torej, ki je ne gledaš na televiziji in skratka, vsa ta tehnologija omogoča, da si precej bolj vpet v samo dogajanje, je pa res, da po drugi strani ne, če je deljena pozornost, najbrž pa potem malce manj natančno pa spremljaš tisto bistveno, zaradi česar te je ta šport pritegnil, torej dogodki na sami tekmi. Slavko, kdo izstopa? Zdaj, tega je ogromno, ker je seveda digitalna prezenca športnih panog, klubov, zvezdnikov, športnikov zelo pomembna, ampak omenjal si nam Twitter profil nogometnega kluba Roma. Kaj delajo dobro ali drugače, ali kaj bi se drugi lahko od njih naučili? Primer Rome je kar znamenit, mislim, da so kar postali globalni hit, ne le letos, to že kar nekaj časa. Kaj je ključno, se mi zdi, prisotnost na več platformah, različno prilagojena vsebina, predvsem pa ažurnost, znajo biti odzivni, znajo biti predvsem duhoviti. Se mi zdi, da ta čas, recimo zadnjih nekaj let, 3, 4, 5, 6 let, odkar so ta orodja med nami, je bil potreben tudi nek čas, spet bom se vrnil do besedo evolucije, skratka, da ti neko orodje spoznaš, ugotoviš, kaj deluje, kaj ne, in na tak način ta orodja postanejo tudi morda malce drugačna, prilagojena osnovni obliki. In tukaj pri Romi znajo biti duhoviti, znajo tudi koga zbadati na kakšen duhovit način, hkrati znajo biti vključevalni, podariti zadeve, vidike življenja, ki morda ne bi dobili pozornost. V mislih imam recimo ženski šport, pa povezave z nogometnimi okolji, ki morda nimajo tako dobre razmere za ustvarjanje in podobno. Skratka, to je platforma, ki lahko presega sam šport, tiste dogodke, ki se dogajajo na zelenici ali pa športnem igrišču in se zna razširiti na precej druga področja. Zdaj jaz košarko načeloma vsaj malo spremljam, tudi NBA, karkoli o košarki govoriti, zelo premeslavka v niču, tako da gremo naprej. Ampak ko je NBA naredil ta slavni mehurček, v covid časih so pač naredili nekaj, kar se je meni zdelo tako na papirju, res, bom kar rekel, butasto, hkrati me je potem čist prepričalo tudi to, kar si prej Slavko omenil, da kako res zevajo prazne tribune, ko se igra pred pač dobesedno praznimi tribunami. V NBA so pa takrat naredili neke virtualne sedeže, kamor si se lahko prijavil in potem se te pač na televiziji videlo,
da spremljaš tekmo, si bil pač na webcamu, kar nekaj 3 ure, kar je kar noro, glede na to, kako dolge so NBA tekme. Ampak moram reči, da kot človek, ki je pa samo gledal tekmo prek televizije, ne, je pa kar se zmanjšala tista praznina, ne, ki je bila recimo prisotna, ko sem gledal kakšno nogometno tekmo, kjer je pa res, si lahko slišal dobesedno, ne vem, kaplje znoja, ki so padale po tleh, ne, ker je res tak zelo čuden Twilight Zone občutek. Ne. Pri tizmu NBA-ju se je pa kar nekako gledalo tekmo, pa si vmes kar pozabil, da dejansko ni nikogar, ne, na sedežih. Pa me zdaj zanima, kako si ti to videl, pa a ima ta stvar sploh še kakšno uporabnost zdaj tudi v časih, ko ne bomo lahko že spet na tekmah, ali je to bilo zelo neka unikatna zadeva zdaj v teh časih? Moram priznati, da kar delim tvoje občutke skepse, ko sem slišal tudi sam, da pripravljajo to novost. Zelo se mi zdelo neautentično, ne? Fake v navednicah. Ja. Ampak ja, v resnico pa dejansko so pripeljali gledalca iz domače sobe, kjerkoli gleda na lico mesta in se mi zdelo res posrečena kombinacija. Tudi ko si gledal, včasih sem se prav zazrl v te navijače, prav tista veselje, da so bili zraven, okay, ne samo zato, ker jih je v tistem trenutku nekaj sekund bilo mogoče videti tudi v neposrednem prenosu, ampak bili so tudi recimo znani ljudje vmes, ne? Nekdanji predsednik Obama bil vmes. Ja. Skratka, to je bila zadeva, ki je bila zelo posrečena. Če pa govoriš o prihodnosti, ne? Času post-covida, recimo, da počasi vstopamo v to obdobje, pa tej kombinaciji ne vidim, v tem trenutku ne vidim prihodnosti, ker bi pa spet prišlo do te neke diskrepance, ne? Če imaš možnost imeti žive navijače, pa nekaj oddaljenega, se pa vendarle zdi ta vprašanje avtentičnosti, neavtentičnosti, se mi zdi pa precej problematično. No? Na koncu me bega še eno vprašanje, kako se klubi osredotočajo na to digitalno prezenco. Zdaj nimamo vpogleda v najbolj bogate in znane in slavne klube na svetu, ampak mislite, da več vlagajo v športnike zvezdnike ali v te neke uradne profile, oziroma jim uredijo tem športnikom strokovnjake, ki svetujejo športnikom, jim urejajo tudi zasebne profile, da se tam ne bi pojavljale kakšne neumnosti, ki bi lahko posledično škodile klubom. Kako se tega lotevajo največji? Jaz mislim, da se to že zdavnaj dogaja. Pa morda še bolj ključna zadeva se mi zdi za nekatere najbolj postavljene športnike je, da se na njihovih kanalih potem naključno ali ne pojavljajo tudi marketinški produkti. Ne? Tega je kar veliko. Tukaj seveda se zavedajo, da je to eno polje. Je pa seveda tukaj, sem se spomnil, neka temna lisa, seveda zdaleč tega, da bi imeli vsi kontrolirano. Ne? Kar nekaj primerov je, zdaj se ne spomnim imena nogometašov, ampak recimo v času covida je bil primer ali dveh, ko so bila, govorim lani spomladi, ko smo se še vsi spoznavali, kaj to je, kakšna so pravila razdalje, števila igralcev, ki so lahko sprva sodelovali na zelo omejenih treningih, ne? In nekaj igralcev je na svojih zasebnih Twitter profilih objavilo ali kratek video ali fotografijo, na katerih je bilo evidentno, da kršijo ta pravila in so bili potem seveda tudi kaznovani. To je ena zadeva. Druga zadeva je, ki se pa tudi nekajkrat pojavila, pa mislim, da se bo tudi že kaj spomnil, kakšnih primerov, da so igralci hoteli, ne hote, prenašali kakšen kratek posnetek iz slačilnic, kjer je bilo recimo videti morebitno nesoglasja ali kaj podobnega in so bili tudi potem zaradi tega kaznovani. Vendar športa poznamo, ekipnih športov poznamo tisto prvo pravilo, kar je v slačilnici, ostane v slačilnici in seveda, če imaš ti digitalne platforme, gre dobesedno na vsak telefon oziroma napravo. Ja, digitalna prezenca je tudi v športu, tako kot povsod drugod. Zelo, zelo pomembna, bomo sklenili. Ne? Ja, in dvorezen meč, tako kot je Slavko rekel. On se nekaj čudno veliko z mano strinjaš že. Ja, to je res. Zdaj se moram, ker me je strah, da boš kakšne statistike vam prevlekel. Pejmo naprej. Še zadnja tema, Slavko, lahko odpreš kakšno novo temo s kakšno zanimivostjo. Mogoče imaš pa kakšno odbito priporočilo za vse nas. Povej. Ne vem, če glih odbito priporočilo, ampak bom nekako ustal v teh vodah, kjer smo, če smo v radijski oddaji podcastu, opažam recimo na svoj način življenja v zadnjih 7-8 mesecih, kaj se je spremenilo, da tukaj imam recimo en
večji minus, predvsem manj poslušam podcaste, vendar sem gotovo, da transport, ki ga ni malo, sem v veliki meri namenil podcastom. Ne vem, morda ste tudi v vajni oddaji, pa na vašem frekvencah pa gotovo veliko govorili o zvočnih dnevnikih, ki se je pojavil na vaših frekvencah. Ta podcast se mi zdi zanimiv, ker je drugačen, ker ni to, kar počnemo, večina podcastov, to je pogovor, če so bolj zabavni ali ne, ampak platforma, na kateri daš mesto glavnega pripovedovalca človeku na drugi strani, to se mi zdi zanimiva ideja. In ker sem zaradi pandemije ta čas podcastov, se mi zdi, da sem malce statistično izračunal, pa sem malce več namenil televizijskim serijam, rad se ogledam tudi kakšno zanimivo televizijsko serijo. Zdaj ravno v teh dneh z navdušenjem spremljam kratko serijo Mary iz Eastwooda. To priporočam vajnim poslušalcem. Bova dala v zapiske televizijsko serijo in zvočni dnevnik. Matej Praprotnik bo tudi zelo vesel. Spet se je prikradel v odbito. Tudi ko ga ne povabiš, Praprotnik pride, se temu reče. Upam, da štejete število omemb. Veš, da ne, nama nekako ne pade na pamet. Slavko, ni tako velike Excel tabele, se temu reče. Midva seveda priporočava še Slavkov podcast Številke odpirajo toliko različnih tem, da mislim, da boste poslušalke našli kaj, kar vam bo zanimivo, ker so med temi temami in gosti tudi tehnološke teme in odbiti gostje. Anže, kaj imava še vedno na koncu? Še eno priporočilo in to je Slavkova knjiga, ker bo postal avtor in potem ga bomo začeli klicati gospod Jerič, to sem že rekel. Kdaj pride ven Slavko, povej? Sme pa presenetil. Res, to ni plačena objava. Kako ne, ali nisva zmenjena? Ne razumem, prej sva pa, okej. Zanimivo ali pa ne, neključno ali pa ne. Dobršen del pogovora smo se vrteli o olimpijskih igrah in načeloma knjiga Športno desetletje naj bi šla en teden pred olimpijskimi igrami v Tokiu. To bo zelo kmalu, super. Ja. Gospod Jerič, hvala, ker ste bili v Odbita dobita. Sicer so pa vse epizode na val202.si pošiljnica Odbita. Hvala za ocene v Apple Podcasts, imamo svoj newsletter, kjer se lahko naročite tudi na pošiljnica Odbita. Pa afna Odbita na Twitterju, pa odbita@rtveslop.si. In zdaj bom povedala še eno skrivnost. Vidimo se kmalu, bo vas sporočila. Zagotovo se poslišimo tukaj, tudi zelo kmalu. Hvala za pozornost. Slavko, hvala. Hvala vama. Hvala, Čau. gospod Jerič. Adijo. Čau.